Pred nekaj tedni, če se ne motim, sem že predstavil vladni predlog zakona o odvetništvu oziroma novele zakona o odvetništvu in novele zakona o odvetniški tarifi. No, zdaj zanimivo pa je, da preden je šel ta zakon v proceduro, je poslanska kolegica slovenskih oziroma socialdemokratov, gospa Beblerjeva, vložila svoj zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o odvetništvu, kar pomeni, da gre v proceduralno oziroma zakonodajno proceduro najprej ta zakon in šele potem vladni zakon. Zdaj, očitno je bil to manever za to, da se odloži sprejemanje vladnega zakona o odvetništvu, ki pomeni, kot sem že takrat pojasnil, zelo pozitiven premik pri pač urejanju pravil, ki veljajo za delo odvetnikov in za stranke, ki pri tem delu sodelujejo v postopkih pred sodnimi in drugimi organi. Lahko rečem, da je ta zakon, ki ga je vložila kolegica Beblerjeva, bil napisan strani odvetniške zbornice, ki naj bi zastopala vse odvetnike, v tem konkretnem primeru pa po našem prepričanju v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke gre za zastopanje enega dela odvetnikov, ki želijo na tem področju status quo. Namreč druga skupina odvetnikov se je že v tistem času, ko smo obravnavali vsebino vladnega zakona o odvetništvu, se je javno oglasila in je povedala, da se strinja s predlagano vsebino tega zakona, kajti gre za spremembe, ki so v korist predvsem javnosti, predvsem tistim, ki odvetniške storitve uporabljajo, so pa tudi v korist samih odvetnikov, dejansko odvetnikov, ki so korektni, ki želijo korektno zastopati svoje stranke in tako naprej. Zdaj seveda ta blokada pomeni potuho vsem tistim odvetnikom, ki pa imajo tukaj druge interese in predvsem, če vam razložim, da kaj je glavna sprememba tega vladnega zakona, je namreč v tem, da so stroški, ki jih odvetnik zaračunava strankam, vnaprej znani. Ne tako kot do sedaj, po sedanjem zakonu, in zdaj ta predlog zakona gospe Beblerjeve ohranja to stanje, da je odvetnik plačan za vsako svoje dejanje, ki ga stori. Torej za vsako vlogo, za vsako obravnavo in seveda čim več je teh vlog, tem več storitev si odvetnik zaračunava. Zdaj po novem, kot sem povedal, kot vladni zakon predvideva, je strošek znan vnaprej. In ravno to dejstvo stimulira tako odvetnike, kot tudi druge stranke v postopku, da je postopek čim krajši. Ali pa celo, da do postopka, do začetka, do vložitve tožbe sploh ne pride. In tudi to je vloga odvetnika, da če tako kaže, če so takšni interesi tako svoje stranke kot nasprotne stranke, da se stranki poravnata že preden pride sploh do postopka. Ali pa pride do poravnave že v teku samega postopka. Potem druga zadeva, ki je zelo pomembna, so tudi disciplinski postopki zoper posamezne odvetnike. Tudi tukaj zdaj ta predlog
poslanke Beblerjeve oziroma predlog poslanske skupine Socialnih demokratov ohranja status quo, ohranja stanje, po katerem so ti disciplinski postopki popolnoma zaprti v krog odvetniškega ceha. V nasprotju z vladnim predlogom, ko se v komisijo za ugotavljanje disciplinske odgovornosti vključujejo tudi zunanji subjekti, zunanji strokovnjaki iz pravnega področja, kajti tukaj ne gre za neko popolnoma prosto gospodarsko dejavnost, ki pač znotraj sebe razrešuje morebitne konflikte, ampak gre za neko dejavnost, ki je tudi v javnem interesu in zato je seveda interes te javnosti in interes javnosti pa seveda ščiti država, da v te organe, ki ugotavljajo to disciplinsko odgovornost, vključuje tudi zunanje subjekte. No in na koncu bi rekel to, da se nam zdi dejansko zelo neodgovorno, da je poslanska skupina Socialnih demokratov na ta način blokirala oziroma zavlekla nujne spremembe na tem področju, samo zato, da želi čim dalj časa ohraniti sedanje stanje, ki pa vsekakor ni zadovoljivo. Ni zadovoljivo tako s stališča interesa javnosti, kot tudi ni zadovoljivo stališča interesa samih odvetnikov. In glede na splošni trend javnega interesa, da se postopki, ki tečejo pred sodišči in tudi pred drugimi organi, čim bolj skrajšajo, da se sodni zaostanki začnejo intenzivno odpravljati ali pa vsaj zmanjševati, je seveda ta zakon, ki razen nekaj več ali manj kozmetičnih popravkov ne prinaša nič korenito novega, pač udarec vsem tistim, ki delajo in poskušajo tudi s tem zakonom sodne zaostanke čim bolj zmanjševati in jih tudi odpravljati. Toliko z moje strani, zdaj sem pa seveda na voljo tudi za morebitna vprašanja.